Gledate informativno oddajo 7, ki jo vodi Tomaž Petek. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v informativni oddaji 7. Nocoj tudi o dogajanju na trboveljskem Nohšihtu, krvodajalski akciji v Zagorju, odprtju parka Neža in nagrajenih zasavskih inovacijah. Začnimo pa v Trbovljah. Junija je v Trbovljah skoraj vedno veselo. 1. junij je namreč občinski praznik, zato se skozi celoten mesec vrstijo dogodki v čast praznovanju mesta. Najbolj odmevna in obiskana dogodka sta zagotovo Anduht in Nohšiht, na katerih se v 2 dneh zvrstijo koncerti mnogih slovenskih in tujih megazvezd. Naziv sta dobila povedno Živi Knapušni, ki ponazarja sam duh mesta. Glavna organizatorja prireditve sta bila občina Trbovlje in Delavski dom Trbovlje. Naša ekipa je za vas preverila, kaj so pripravili letos. Veseli smo, da so se občanke in občani, zasavčanke in zasavčani tega dogodka udeležili v tako velikem številu in seveda ob tej priložnosti želim izkoristiti, da vsem zaželim lep praznik oziroma vsem občankam in občanom lepo praznovanje praznika občine Trbovlje. Kot lahko vidimo, se je trboveljskega praznovanja udeležila množica ljudi, tako da je zabava trajala vse do zgodnjih jutranjih ur. Druga redna krvodajalska akcija, ki jo organizira Rdeči križ Slovenije, območno združenje Zagorje, vsako leto poteka v začetku poletja. Čeprav sta pred to akcijo v Zasavju potekali že 2, število prostovoljcev ni bistveno manjše kot pretekla leta. Vendar pa so poletni meseci drugačni, predvsem zaradi dopustov, ki zmanjšajo število potencialnih krvodajalcev. Zato so tu pomembni razlogi, zakaj v čim večjem številu darovati kri. O tem smo spregovorili z diplomiranim zdravstvenikom Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Kot je razvidno, so dokaj visoke temperature, kar lahko za seboj pripelje tudi, kakšne stranske učinke. Zato bi predlagal, da bi krvodajalci, ki se odločate priti na krvodajalsko akcijo, da ste spočiti, da tudi zaužijete nek lahek obrok, da predvsem mogoče najbolj pomembno, da veliko pijete. Predlagam tudi tako, da mogoče ravno z kakšnega napornega dela ne bi prihajali na krvodajalske akcije, po samem odvzemu pa, da ne bi nadaljevali s kakšnim napornim delom. Pomembno je tudi, da tudi po samem odvzemu, da ta hidracija še kar se nadaljuje, se pravi, naj se spije veliko več tekočine, kot je človek običajno popije. Poletni meseci je veliko prometa na cestah, potencialno precej prometnih nesreč. Kako je to odvisno potem od zalog krvi krvodajalskih akcij in pa katere so tiste krvne skupine, ki so v tem trenutku najbolj zaželene? Ja, če greva po vrsti, se pravi prometne nesreče, mogoče včasih zelo malo napak razmišljamo, veliko krvi gre tudi za bolnike, ki so čisto internistični bolniki. Izredno velika poraba, tako da niso samo prometne nesreče. Tako da če zdaj pa gremo na ta trenutek, kaj se dogaja z zalogami krvi, bi pa povabil vse krvodajalce z krvno skupino A pozitivno in pa seveda tudi ostale. Ampak v tem trenutku je A pozitivna tista, ki je v pomanjkanju in pa tudi vse negativne krvne skupine, tako A kot B, kot AB in kot nič krvna skupina. Krvodajalske akcije se je udeležilo 239 krvodajalcev. Med njimi je bilo 6 novih mladih prostovoljcev. Pri odvzemu sta prevladovali krvni skupini A in nič. Vsi, ki bi želeli darovati kri, se lahko zglasijo v centrih za transfuzijsko medicino v Trbovljah in v vseh drugih centrih po državi. V Kulturnem domu Mlinše je bila v petek, 7. junija, prva otvoritev nove razstave Ekosistemi Slovenije in biodiverziteta in potem predavanje dr. Danila Bevka z naslovom Zasebno življenje divjih čebel. Kot soavtor ste tukaj v Mlinšah pripravili razstavo o ekosistemih Slovenije in biotski raznovrstnosti. Kaj pravzaprav sporoča ta razstava? Ta raziskava je del projekta Life Natura Viva, biodiverziteta umetnost življenja.
To je projekt, ki ga vodimo na Nacionalnem inštitutu za biologijo skupaj z 9 partnerji. Namen projekta in pa tudi razstave pa je predstaviti, kaj je biodiverziteta, zakaj je pomembna, zakaj je ogrožena in zakaj jo moramo varovati. Predstavljamo pa jo preko različnih ekosistemov, ki jih najdemo v Sloveniji, od gora, gozdov, voda, kulturne krajine, podzemlja. Se pa ta biotska raznovrstnost seveda spreminja s časom, kaj ne? Ja, Slovenija je v primerjavi z ostalimi državami ena od odročnih točk v Evropi na področju biodiverzitete, vendar tudi pri nas biodiverziteta upada, predvsem zaradi intenzivnega kmetijstva in pa drugih dejavnikov človekovega vpliva na okolje, predvsem zaradi širjenja mest, tako da trendi niso dobri. Nažalost. No, te dni veliko govorimo tudi o čebelah, ker je bila pač zima takšna, kot je bila in pomlad seveda. Vi pa boste danes spregovorili o divjih čebelah. Ja, res je, večina ljudi pozna samo ali pa predvsem kranjsko čebelo, vendar v Sloveniji živi več kot 500 vrst divjih čebel, to so čmrlji in pa čebele samotarke, ki so tudi zelo pomembni opraševalci in njim je posvečeno današnje predavanje. Ali ste vedeli? Medonosna čebela je pomembna opraševalka, a divjih opraševalcev ne more zadovoljivo nadomestiti. Ena čebela samotarka lahko opravi delo 100 čebel. Divji opraševalci so bolj učinkoviti, zato oprašijo veliko več, kot bi sklepali zgolj po njihovi številčnosti. Da se opraši cvet jagode, je potrebno 15 obiskov čebele ali samo 5 obiskov čmrlja. Pri čmrljih so v času cvetenja sadnega drevja dejavne samo matice, njihova zastrupitev pa pomeni propad celotne družine. V občini Trbovlje skrbijo za izgled in funkcionalnost mestnih površin. Tako je v ponedeljek zaživel park Neža, ki bo krajanom ponudil nove možnosti preživljanja prostega časa. Po kratkem programu sta slavnostni trak prerezala in s tem uradno odprla park predsednik krajevne skupnosti Fritz Keršič, Rudolf Tamše in županja Trbovelj Jasna Gabrič, ki je za nas povedala. Park Neža, 2 fazi slavnostno odprtje. Ja, v 2 fazah, ker gre malo večjo investicijo, pa danes že težko občine vse projekte, tudi ki se veže na kakšno drugo financiranje, speljemo kar v enem letu, ker enostavno je vse manj sredstev, ki ostanejo. Zato smo razdelili to v 2 fazi. Prva faza, vredna približno 50.000 evrov, je ureditev parkirišča. Tam je bilo treba odkupiti najprej garaže, te kakšne stare barake, da smo to tudi odmakali in v kompletu uredili območje. Druga faza je pa to, kjer zdaj stojiva. Je bilo pa treba seveda tudi tam en del zemljišča najprej pridobiti, ker ni bilo celo območje v naši lasti, dokler ni, ne smeš nič delati. Ko smo to dobili, seveda je bilo vmes zrisano območje, 100.000 evrov pa za ta del. Naj povem, da mogoče ni videti veliko, je bilo tudi zemeljski del, tukaj včasih bila stavba stala, tukaj tudi neke barake, tako da smo mogli še to posanirati, da smo lahko sploh kaj na površini delali. Postavili klopi, poti, zasadili novo rastje, nekaj novih igral. Mogoče zdaj le videti, če bolj vse rjavo, ne tako zeleno, ampak jaz verjamem, da v nekem doglednem času bo tudi vse to, kar je bilo danes zasajeno, pognalo svoje korenine, pa ozelenelo in bo še bolj prijetno. Bo seveda vsak torej rekel, zakaj ni za invalide prehod, vendar je naklon previsok, da bi na tako majhnem področju lahko šli cikcak delati, pa tudi izredno bi podražilo samo investicijo. Tako da je pa vsaj prehod za tiste, ki lahko hodijo, ker prej tudi tega ni bilo. Za 9. razrede osnovne šole je šolsko leto končano. Zato je v torek v Delavskem domu Zagorje potekala prireditev ob vpisu v Zlato knjigo. Dogodek je povezovala Vanda Kopušar. Prisotne v polni dvorani je nagovoril župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan, ki je učencem in njihovim razrednikom podelil nagrade. Letos je bilo v Zlato knjigo vpisanih 46 učencev iz osnovnih šol in dijakov iz srednje šole. Največ uspešnih učencev, kar 18, jih je bilo iz osnovne šole Ivana Skvarče, 14 iz osnovne šole Toneta Okrogarja, 10 iz osnovne šole Ivana Kavčiča in 4 iz srednje šole. Ob koncu prireditve pa je za dobro razpoloženje poskrbela skupina Koala Voice.
V torek je v kinu Trbovlje potekal filmsko-glasbeni dogodek, ki se je začel z nastopom pevk iz glasbene šole Trbovlje. Nato je sledila filmska projekcija slovenskega filma Zgodovina ljubezni, ki je nastal pod rokami scenaristke in režiserke Sonje Prosenc. Sonja Prosenc je pred leti navdušila svojim filmskim prvencem Drevo, ki je prejel več nagrad in je bil hkrati izbran tudi za slovenskega kandidata za filmsko nagrado Oskar. Strani Evropskega filmskega portala je bila uvrščena na seznam 8 najbolj perspektivnih evropskih režiserk. Njen drugi celovečerec, Zgodovina ljubezni, je že v času razvoja prejel kar nekaj mednarodnih nagrad. Svetovno premiero pa je doživel v tekmovalnem programu na filmskem festivalu A kategorije v Karlovih Varih, kjer je prejel posebno omembo žirije. Tema, vsebina filma, iz kje je nastala inspiracija? Ja, tema je v resnici zelo univerzalna, nekaj, kar se nas vseh dotakne slej kot prej, se pravi soočanje s smrtjo bližnjega, izgubimo nekoga, ki ga imamo zelo radi. Ob tem me je pa tudi zanimalo, na kak način nas družba, se pravi, gre tudi za nek razmislek v družbi, na kak način nas družba poriva v nek položaj, kjer ne smemo niti svoje okolice preveč obremenjevati z nekimi razpoloženji, ki mogoče za okolico niso najbolj prijetna. Se pravi, nekako z tem vzponom socialnih omrežij, Instagramov in vsega tega se kar nekako počutimo zavezane temu, da smo skozi prijetni in lepi in zadovoljni. Skratka, nekako ta fasada pomeni vse. Nekje sem prebrala, da rajši ustvarjate filme za zahtevne gledalce. Verjetno takšni filmi tudi pustijo globlji in trajnejši vtis na gledalce, kot pa neka lahkotna tema. Mislim, da ne gre toliko za to, za kakšno publiko bi ali pa raj ustvarjam filme, ampak da se zgodi čisto preprosto tako, da me zanima neka tema, ki je mogoče bolj kompleksna in se mi zdi potem, da je potrebno tudi povedati na nek način, ki ni čisto ali vsakdanji ali pa nekaj mogoče, kar vidimo v teh bolj komercialnih filmih. Se pravi, da iščem nek drug pristop in posledično se zgodi to, seveda, da je tak film zanimiv za ljudi, ki jih zanimajo bolj filmi, ki se ukvarjajo z nekimi bolj zahtevnimi temami. Zasavska gospodarska zbornica je včeraj v Zagorskem delavskem domu slavnostno podelila priznanja najboljšim zasavskim inovatorjem za leto 2019. Podelili so 20 priznanj, 5 zlatih, 10 srebrnih in 5 bronastih. 3 zlata priznanja so dobili inovatorji družbe ETI Elektroelement d.o.o. iz Lake. Po 1 zlato priznanje pa je pripadlo inovatorjem družb Tevel d.o.o. Kisovec in Katapult družba za spodbujanje podjetništva d.o.o. Trbovlje. Po podelitvi smo se pogovarjali s predsednikom Zasavske gospodarske zbornice Tomažem Bergincem. Moram reči, da so bile na Zasavski gospodarski zbornici vedno prijavljene dobre inovacije, tudi v času gospodarske krize, ko je bila mogoče kakšna manj, ampak so vsa tista podjetja, ki so prijavljala, pokazala, da tudi v veliki krizi ne pozabljajo na prihodnost in na inovacije. Ja, in vsekakor pričakujemo naslednje leto nova rešenja, nove inovacije. Seveda, v bistvu mi bomo drugo leto prijavili tiste, ki se zdajle vpeljujejo v proizvodno in bodo takrat že preizkušene. Tako da v bistvu že letos vemo, kaj vse bomo drugo leto prijavili. Bolj podrobno bomo o dogodku poročali naslednji teden v oddaji Povabili so nas. Prav tako pa so nas medse povabili v domu upokojencev Trbovlje, kjer so zaznamovali 40. obletnico. Obe reportaži bosta v programu naslednji petek po informativni oddaji. V nedeljo 9. junija je potekal pohod na Kum, ki je poleg številnih pohodnikov ter domačega ansambla Kumske punce gostil tudi ansambel Saša Avsenika. Kako je do ideje za tovrsten dogodek prišlo, pa Vlasta Medvešek-Crnkovič iz Turističnega razvojnega društva Krajinski park Kum Dobovec.
V nedeljo 9. junija je potekal pohod na Kum, ki je poleg številnih pohodnikov ter domačega ansambla Kumske punce gostil tudi ansambel Saša Avsenika. Kako je do ideje za tovrsten dogodek prišlo, pa Vlasta Medvešek-Crnkovič iz Turističnega razvojnega društva Krajinski park Kum Dobovec. Vse se je začelo pravzaprav s kumskimi puncami. Lansko leto so pričele sodelovati z ansamblom Avsenik. Skupaj je ta naš narodno-zabavni ansambel, cvet 4 deklet, ki izvira iz naših krajev, šel skupaj na Roblek in tam se je porodila ideja, da tudi Avseniki pridejo k nam na Kum in to se je tudi udejanjilo, danes so tukaj. Naj še povem, da smo nekako združili tole glasbo, ples in pa tudi sam pohod. Organizator tega dogodka je Turistično razvojno društvo Krajinski park Kum Dobovec. Že 2 leti sedaj organiziramo v juniju pohod okrog Kuma, nekakšen kumlanski mozaik smo imenovali ta pohod. No in letos pač je bil na vrsti 3. pohod, pa smo ga združili z tole prireditvijo na vrhu Kuma. O poteku pohoda je nekaj besed povedal Marjan Jamšek z Krajevne skupnosti Dobovec. Bili smo razdeljeni v 2 skupini. Prva skupina je šla ob 8. uri na pot po naši učni poti na Kum. Mi smo šli ob 10. uri s glasbeniki in ostalo skupino po planinski poti tudi na Kum, kjer imamo sedaj tudi to prireditev in pa druženje. Sama krajevna skupnost zelo veliko in časa in volje namenja promociji našega kraja oziroma našega Kuma. Tako bomo poskušali z ansamblom nekako se dogovoriti, da zopet mi naslednje leto pridemo na Roblek in da oni zopet čez 2 leti vrnejo ta obisk in isti pohod poskušamo narediti tudi mogoče tradicionalno. Kakšen je namen pohoda, pa je pojasnila Ljudmila Strahovnik z Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave območne enote Celje. Območje Kuma je eno od 4 projektnih območij, na katerem se odvija projekt Življenje traviščem oziroma Life to Grasslands. In takle dogodek, kot je danes pohod na Kum, ki ga organiziramo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Dobovec, je eno od tistih dogodkov, v okviru katerih mi skušamo domačine in tudi ostale pohodnike, turiste seznanjati o pomenu varstva narave na območju Kuma, o biotski raznovrstnosti, o sodelovanju s kmeti, kako je pomembno primerno kmetovanje, da se ohranjajo naravna življenjska okolja ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Ostane pa nam še povabilo k ogledu reportaže Povabili so nas. Naša ekipa je bila v rudniku Sitarjevec v Litiji in iz njega prinesla zanimive posnetke in informacije. To pa je vse, kar smo vam pripravili za tokratno informativno oddajo 7. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vam želimo prijeten večer.